Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Sodobne znanstvene raziskave ugotavljajo, kako pomembno je, da razstrupimo svoje možgane, saj jih sodobnim načinom življenja, slabim zrakom, onesnaženo vodo, onesnaženjem v okolju, sevanjem in seveda tudi s hrano, ki si niti ne zasluži imena hrana. Vse to namreč vpliva na možgane, zato da so vse bolj zastrupljeni. Na kakšne načine jih torej lahko razstrupimo in si na takšen način tudi podaljšamo oziroma povečamo kvaliteto življenja, kajti danes res da živimo dlje v letih, a vendarle se včasih zdi, da dlje časa zgolj umiramo, živimo pa torej mnogo manj. Kateri so tisti načini, s katerimi lahko razstrupimo, katere začimbe, katera dopolnila so tista, ki vam lahko pomagajo? Danes bomo govorili o tem. Danes z nami Marija Kočevar, lepo pozdravljena, dobrodošla. Dobar dan. Zmeraj se veselimo vsega, kar prineseš, predvsem pa tudi tvojega znanja, ki je pomagalo že mnogim ljudem. Torej, za sam začetek vidim, da si prinesla kurkumo. Ja, dobila sem končno kurkumo v surovi obliki oziroma v njeni naravni obliki, da vidiš, kako veliko rumene barve ima in je sočna, se jo da celo prelomiti. Kurkuma je eden zelo močnih antioksidantov in zaradi tega jo imamo radi tudi, kadar govorimo o razstrupljanju možgan. In če se le da, jo imamo čim bolj svežo ali pa sveže zmleto ali pa celo v sveži obliki in jo uporabljamo tako kot eno zelenjavo. Seveda je ne damo v hrano tako veliko, kot bi dali recimo, ne vem. Peteršilja? Ja, kot peteršilja pravzaprav jo lahko damo še več, tako kot bi dali por. Kot bi dali por. Ja, dobro, torej recimo. kurkumo uporabljamo kot por. Kaj pa je tista finta, da mora biti maščoba zraven? To je pa zaradi beta-karotenov in pa provitamina A, ki se lažje topi oziroma se sploh topi v maščobah in zaradi tega imamo mnogo boljši izkoristek. Tako da tole kurkumico samo malo olupimo, jo drobno nasekljamo in prepražimo zraven ostalih začimb, recimo čebule ali pa raznih zrn, ki jih tudi uporabljamo, komine, koriandra in tako naprej. Odlično, kurkuma torej v našo vsakdanjo prehrano, odlično. Tukaj pa vidim, a je to kakav? Ja, to so kakavova zrna. Tudi kakav vsebuje zelo veliko antioksidantov, sploh v tej surovi obliki. Tale kakav je samo fermentiran. Torej ga lahko jemo takšnega, kot je. Če malo prežvečiš, od začetka je grenek, potem pa postaja čedalje bolj prijeten, sladek in prepoznaš tisti čudovit okus čokolade. To je pa zaradi tega, ker temu kakavu še niso odvzeli masla. Niso odvzeli masla? Je še vsa maščoba noter. Jaz dajem kakav zjutraj v proseno kašo ali pa v kosmiče, ga dejansko notri vključim in na začetku samem sem si pa mogla zbiti iz glave, kaj kakav je. Ker mi imamo asociacijo na tist mlečni kakav, pa na tist... Veliko pene, mleka, sladkorja, ampak kakav, tisti, ki nam pa res koristi, je pa v naravni obliki. Se pravi, ali je surovi kakav v prahu, ali takole v zdrobljenih zrnih, ali pa celo cela zrna kakava. To uživamo bolj kot slaščico ali pa desert, ali pa vmes nekaj namesto čigumijev. Na Šrilanki, ali ne vem točno, kje so me naučili, da recimo lahko kupimo zdaj v Sloveniji tudi kar cela semena, in potem mečkeno popražiš, oblekica gre dol in dejansko 1-2 na dan največ, koliko lahko poješ in to je taka trojna doza kave, zelo te dvigne poživilo. Kakav je čudovito poživilo, ampak za razliko od kave nam ne povzroči razbijanja srca, ampak nas samo za dalj časa naredi budne in pozorne in se lažje koncentriramo. Zaradi tega, ker ima tudi zelo veliko prehranskih vlaknin in ta absorpcija je počasna bolj in dolgotrajna. Zakaj kakav dobro vpliva na možgane v smislu razstrupljanja in okrepitev vseh funkcij? Zato, ker kakav, pa tudi recimo kurkuma in pa poper vsebujejo tudi kanabinoide. Kanabinoide? Ja.
Med drugim. Poleg tega, da so zelo močen antioksidanti in delujejo protivnetno. Ampak recimo v telesu imamo ta endokanabinoidni sistem in včasih pa naše telo ne proizvaja dovolj teh endokanabinoidov in jih moramo dobiti od zunaj. In zato lahko jih dobimo tudi iz hrane, ki jo uživamo. Se pravi, recimo poper, kurkuma, ima kakao, maka, prehranski dodatek jih ima zelo veliko. Tako da si s tem pomagamo in to vključimo v svojo prehrano. Če vmes še vržemo iz prehrane kakšne rafinirane stvari pa nekvalitetna olja, potem smo zelo veliko naredili za svoje možgane in pa s temi tudi se pravi vnetne procese v telesu na celičnem nivoju zelo zmanjšamo. Odlično, to je pa tudi bistvenega pomena. No, o endokanabinoidnem sistemu je govorila tudi docentka dr. Tanja Bagar. Dajmo hitro povedati njeno izjavo. Če bi gledali tak najpogostejši vzrok, zakaj ljudje težko zaspijo ali pa težko obdržijo zdrav spanec, je zato, ker smo enostavno, naše živčevje je toliko vzdraženo. Mi toliko teh eksikatornih nevrotransmiterjev naše živčevje skozi pošilja in ko je čas za spanje, mi nimamo enega gumbka, ki ga vklopimo in naše telo prešalta v spanje in smo. To je nek postopen proces, ki bi ga mi mogli s svojimi aktivnostmi, s hrano, z vsem skupaj spodbujati, da naše telo sploh lahko pride v to stanje umirjenosti živčevja, da lahko zaspi. In tukaj CBD lahko izjemno dobro te del podpre, ravno zato, ker točno vemo, da CBD na nivoju nevronov, na nivoju živčevja zniža nivo izločanja vseh teh nevrotransmiterjev, kako so dopamin pa te, ki nam dajo tej drive, ki se nam kar naprej misli vrtijo, pa ki ne moremo izklopiti dneva pa tako naprej. Tako da tukaj iz tega stališča CBD zelo dobro tej proces umirjanja lahko podpre, ko govorimo o spanju. Skrb za naše možgane bi morali biti visoko na prioritetni lestvici, tega ne smemo pozabiti, sicer se bodo začele dogajati še kakšne hujše stvari kot to, da pozabljamo. Danes smo že govorili o tem, kakšno moč ima torej kurkuma, pa kakao, ne tisti s sladkorjem, ampak ta prav, pa zdaj pa smo ostali pri popru, omenili smo torej kanabinoide in v tem primeru CBD kapljice. Tako je, CBD-ja je največ, kanabidiol, tega je največ v konoplji, v konopljnih cvetovih in ta tudi poleg THC-ja zelo močno deluje na živčevje. Sicer CBD ni psihoaktiven, tako kot THC, ampak deluje pa na te receptorje. In zelo deluje tudi protivnetno, kar je zelo pomembno za naše možgane. Ker v možganih imamo pogosto neka vnetja, to čutimo kot glavobole ali pa migrene in tenzijske glavobole in ne vemo, kako si pomagati, nič ne pomaga takrat oziroma vzamemo tablet in smo 24 ur v temi. To se da preprečiti. In če redno jemljemo CBD kapljice, potem zmanjšamo v možganih te vnetne procese in pa izboljša se komunikacija med celicami. Tako da tle veliko pomaga. Ampak prvih 10 kapljic verjetno ne bo dovolj, je treba dlje časa uživati. Ja, zdaj ponavadi ni treba zelo veliko, ampak zelo redno. Tako da je veliko bolj pomembno, da to redno jemljemo enkrat, dvakrat na dan, ampak res vsak dan. Za boljše spanje in za pomiritev vzamemo zvečer, ampak ne tik pred spanjem, ampak nekje v času večerje, recimo. Ja, tako večerje. Približno 3-4 ure pred spanjem, ker CBD kapljice delujejo tako na možgane, da se izboljša nam koncentracija. Zaradi tega tudi spomin, ampak predvsem koncentracija. In če imate zvečer kaj za delati, kaj je veliko za prebrati, kaj pisati, kaj se treba dosti koncentrirati, je fino vzeti pred tem in boste lažje delali. In potem pa je tudi spanje bolj umirjeno, globoko. Tako da to je zjutraj, je pa spet fino vzeti, ker pa celo telo rabi malo več spodbude, da živčni sistem bolje komunicira in pa da
potem celo telo je v pravem pogonu. Tudi poper je tukaj na tem spisku razstrupljanja za možgane. Ja, poper pogosto damo v kombinaciji s kurkumo, ampak tudi sam vsebuje nekaj kanabinoidov. Tako da ni samo konoplja tista, ki je bogata, ampak so še druge rastline. Tako da poper, pa tudi zaradi tega, ker poper deluje zelo močno protivnetno na celo telo, se pravi, ga tudi ogreje in razširi žile in lažje počisti razne nesnaga, ki se je nabrala. Če želimo razstrupljati telo, očistiti telo, je fino, da v te svoje preparate ali pa v hrano dodajamo tudi poper. No, v tisto mojo jutranjo kašo, poleg, torej, zdaj še kurkuma po novem, poleg kakava pa tudi mandlje, ki jih predhodno namočim. Tako je, ja. Mandlje zmeraj namočimo en dan prej oziroma en večer prej, potem jih dobro operemo. Lahko jih tudi olupimo, ni pa to več nujno, ker smo že iz lupince ven odstranili tanine s namakanjem in so lahko prebavljivi. Pa da zberemo ekološke, ne, že v osnovi? Seveda vedno izbiramo ekološka živila, recimo, kadar kakav kupujemo, ga kupujemo iz Fairtrade, tako da ne podpiramo te nepravične industrije, trgovine z otroki in tako. Pa imamo pa še eno začimbico in sicer žafran. Žafran! Ja, ni naključje, da so rekli, da si drag kot žafran, ampak žafran, če ga malo povohaš, tudi tega lahko dodaš v svojo jutranjo kašico, ampak ga moraš predtem majčkeno namočiti v mleku, se pravi, daš malo mandljevega mleka ali pa riževega mleka, kanček maščobe noter in za nekaj minut namočiš. To izredno dobro izboljša koncentracijo in deluje protivnetno. Dejansko pa žafran deluje tudi na hormonski sistem, da ga pomaga uravnovesiti in potem celo telo dobro deluje. Žafran. No, v letu 2018 pa sem veliko svojega časa posvetila rjavim morskim algam in jih prepoznala kot izjemno nutritivne, kot izjemno dobro razstrupljajoče, zelo dobro so tudi meni osebno pomagale. Slišim pa, da so več kot dobrodošle tudi za možgane. Seveda, rjave alge, tudi zelene, ampak recimo rjave alge, tele kombu, wakame, hidžiki, te največ nabiramo. Japonci so mojstri za to in jih znajo tudi pravilno sušiti in potem pripravljati. Alge vsebujejo zelo veliko pektina oziroma ene sestavine, ki je zelo podobna pektinu. Fukoidan. Aha, okay. Ja, točno, ja. In ta sestavina odlično deluje že v črevesju in sicer, da očisti črevo, vso tisto nesnago, ki se nabira v tankem, pa potem tudi v debelem črevesju, veže nase in odpelje iz telesa direktno ven. In že tle pomaga, da se strupi sploh ne absorbirajo v krvotok. Potem pa barvila njena, te karoteni, so seveda topni v maščobi, spet pazimo, da damo kanček maščobe zraven v to hrano, pa še naprej delujejo na celičnem nivoju in pa spet alge delujejo tudi protivnetno. Tako da na vse načine je dobrodošlo. Se pravi, že v prebavi in potem naprej v celični presnovi in v prečiščevanju. Tako da alge, žal, Evropejci ne znamo pripravljati. Ja. In mogoče, če dam samo namig, če skuhate neko algo, skuhajte jo zraven riža ali ričeta ali fižola in jo potem sesekljajte zelo na drobno. Jo pojeste potem zraven, če pa še ne gre, pa vzamete nek recept za brodet. Tako sem jo jaz pripravljala. In iz tistega brodeta date vse ribe pa te stvari ven in dajte namesto tega alge, drobno sesekljane. In pride čudovita jed zraven polente ali pa krompirja.
Ja, jaz dodajam jedem kar posušene alge, te različne, rjave, in jih kar dodajam noter in na začetku sem se mogla malo vonja navaditi, ker po navadi povezuješ z ribam Ker ta diši vonj. po morju. Ja. Ja, ampak potem je pa super, ampak vsak večer pa absolutno nočno popravilo, torej kompleks rjavih morskih alg, za to, da po noč se naredi, kar se more, ker razstrupljamo se pravzaprav po noči. Po noči, ja, medtem ko spimo, se telo regenerira, zato moramo dobro spati, si pripraviti dober prostor. In pa alge imajo tudi zelo dobro zalogo joda v naravni obliki, ki ga naše telo z lahkoto sprejme. In zdaj, jod je pomemben za ščitnico, ker če nimamo joda dovolj, potem ščitnica začne iskati neke druge vire in jod je halogen element. Potem poseže po kakem drugem halogenu, bromu ali kaj takega, ki pa delajo zelo veliko škodo v telesu. Zato je tudi dobro uživati alge v naravni obliki, zato da dobimo ta naravni jod. Koliko stvari nam pravzaprav nudi mati narava, brez kakršne koli sintetike? V bistvu vse. Čisto vse. Mogoče še kakšno besedo o tem, vidim na trgu obstaja ogromno prehranskih dopolnil za podporo možganov, ki pa so vendarle sintetična. In kolikor sem sama uspela raziskati do zdaj, sintetika naredi več škode kot koristi, te zadeve se nalagajo v telesu in dejansko niso tako niti, nimajo te možnosti take absorpcije in še kaj bi se našlo. Ja, zdaj, ko so ljudje spoznali, da je treba uživati vitamine, minerale, encime v naravni obliki ali pa da jih je sploh treba uživati, je industrija našla svojo nišo in veliko ceneje je sintetične vitamine pridelovati in prodajati. Ampak celo na prvo žogo, recimo po nekaj dneh se čuti neko izboljšanje, če je pomanjkanje zelo hudo, ampak potem naprej pa ne več, ker telo ne more absorbirati toliko sintetičnih snovi, ki so mu v bistvu tuje in potem se to res nalaga. Zato boljše je, da če že jemljemo kakšno tako stvar, da zraven uživamo zelo veliko naravnih antioksidantov, sokov, mogoče tudi kakšnega preparata iz konoplje, alge, delamo si iz zelenjave in sadje zelene sokove, zato da se te stvari prečistijo ven. Včasih so zelo uspešno uporabljali post za prečiščenje. O postu se danes, hvala Bogu, čedalje več spet govori in upam, da bo to postala priljubljena oblika preventive, pa tudi kurative in pa zeliščni in zelenjavni sokovi. Odlično. Najlepša hvala za vse informacije. Poskrbimo torej za svoje možgane, veliko načinov torej obstaja, predvsem pa vsi ti načini so povezani s tem, da začnete in da začnete se morate odločiti. Torej vprašam vas, kaj boste danes storili za vaše možgane. Като органичните лаксативи са едни много по-меки медикаменти, които съумяват, използвайки интелигентността на природата,